Če želimo priti na cilj, potrebujemo dobre zamisli, podatke o prostoru, tehnologijo in različna orodja, je na posvetu o mobilni in spletni dostopnosti poudaril svetovalec direktorja Geodetskega inštituta Slovenije Roman Rener. Na posvetu, ki je potekal pod okriljem Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Geodetskega inštituta Slovenije in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, je bilo poudarjeno, da kljub prizadevanjem pravice invalidov na področju dostopnosti še vedno ostajajo neuresničene. Na posvetu so predstavili nekaj konkretnih projektov, med njimi zgodbo 5 prostorov. Platforma 5 prostorov je šele ideja, se pravi, šele pripravljamo projekt in moramo najti tudi financerja. 5 prostorov pomeni 5 zgodb. Prvi je dostopnost notranjosti zgradb, tudi informacijsko seveda, za gluhe in naglušne. Potem je urbani prostor, je zunanji prostor, so pločniki, križišča in pa cel urban prostor naselij, vključno s prometom, kjer je treba tudi za vas informacijsko predvsem poskrbeti. Potem je spletni prostor, dostopen spletišč in informacij, je tudi spet en del za gluhe in naglušne. Potem je pa socialni prostor, to je 4. prostor, kjer izvajamo prevoze na klic. Zdaj pilotno testiramo v Ljubljani in pa Mariboru, da invalid, ko 24 ur prej pokliče v klicni center, dobi prevoz k zdravniku, v službo in tako dalje. Tako da to šele pilotno deluje ta hip en mesec. Potem je pa še virtualni prostor, kjer je pa na nek način URI Soča kot inštitucija vključena v platformo. Tam gre pa predvsem za trenažerje, robotiko, takrat, ko se gibalno moramo več gibati, da pravzaprav z roboti, trenažerji in z virtualnim prostorom zopet pospešimo gibanje. Za dostopnost v slovenskem prostoru že od leta 2016 skrbi projekt Multimodalna mobilnost, ki trenutno zajema že več kot 100 občin, ki se trudijo izboljšati dostopnost ranljivih skupin. Med te spadajo gibalno ovirani, slepi in slabovidni, osebe z motnjami v duševnem razvoju, starejši od 65 let ter tudi gluhi in naglušni. To pomeni, da prilagajamo ves material v informacijsko pravilno, da če smo v dvoranah, da so na voljo indukcijske zanke in smo se potrudili pravzaprav, da na vseh teh filmih imamo podnapise, predvsem pa skozi potem izobraževanja v pokrajinah ozaveščamo in pa pregledujemo, kje te pripomočki so in kje jih ni. Z vašimi predstavniki smo pa na terenu, tako od Murske Sobote, Ljubljane, recimo Kopra in tako dalje. Tako da tukaj na projektu Multimodalnost sodelujemo zelo dobro. Na posvetu so bili predstavljeni tudi projekti v okviru evropske kohezijske politike, ki podpirajo hitrejše zaposlovanje invalidov in starejših, ter vzpostavljanje podpornega okolja za socialno vključenost invalidov, kar po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška znaša 160 milijonov evrov. Tudi v turizmu so se začele odpravljati ovire, vendar, kot je poudaril Blaž Barborič, je na tem področju ozaveščenost še zelo slaba. Predstavniki Urbanističnega inštituta Slovenije pa so predstavili težave na terenu, ki so jih s pomočjo invalidov popisali v urbanih naseljih. Če hočemo odpraviti težavo, jo je potrebno popisati. Druga stvar je pa, da potem napravimo spisek vseh ovir in na koncu mora lastnik ali pa upravljavec objekta ali pa občina, država, ali je to zdravstveni dom, oni morajo te stvari nasloviti in odpraviti. Magistrica Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, je na posvetu poudarila, da je ključnega pomena ozaveščanje o dostopnosti.
Na področju dostopnosti se tudi še v današnjem času kar pogosto srečujemo z večjim razkorakom med tem, kar je zapisano v zakonodaji, torej zagotovljena dostopnost, enake možnosti za vse na vseh področjih, ampak v realnosti še vedno temu ni tako. Zato je še vedno zelo pomembno, da redno in vztrajno osveščamo javnost, kot tudi različne institucije o pomenu dostopnosti in o tem, kaj vse dostopnost je. V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije veliko delamo na tem področju, pa tudi sodelujemo v različnih projektih, kjer se pa naslavljajo ne le analize, ampak tudi že možnosti različnih konkretnih rešitev na terenu oziroma v praksi. In današnji posvet je priložnost, da si te aktivnosti, te prakse in te dobre pozitivne projekte in rezultate ogledamo oziroma se z njimi seznanimo, kar naj bo spodbuda za naprej. V Sloveniji živi približno 170 tisoč invalidov, kar predstavlja pomemben del prebivalstva, hkrati pa je kar 21% prebivalcev starejših od 65 let. Poleg tega se 45% slovenskega prebivalstva uvršča med ranljive skupine udeležencev v prometu, kar dodatno poudarja potrebo po večji mobilnosti in prilagoditvah v javnem prostoru. Projekt Zgodba petih prostorov je primer inovativnega pristopa k reševanju teh izzivov. Gre za zgodbo, ki ne povezuje zgolj podatkov in storitev, ampak ustvarja most med osebami z različnimi oviranostmi in tistimi brez njih.